Označil bi ga s pridevnikom središčen. Slori je namreč zelo pomemben združevalni center za vsa vprašanja v zvezi s slovenščino v Italiji in tudi za vse s tem povezane raziskave. Slovenski raziskovalni inštitut je nenadomestljiv, se pravi zelo povezan tudi z prihodnostjo naše skupnosti, saj tisto, kar nam kažejo njegove raziskave, nam kažejo tudi pot za naprej. Glede, da je raziskovalni inštitut pomemben, še posebno za slovensko narodno skupnost, gotovo v tem je inovativnost, bi lahko kot pridevnik uporabljal. In mislim, da v notranjosti tega si pričakujem, tudi mislim, da vsi si pričakujejo eno svojo inovativnost, kar je pomembna za našo narodno skupnost, mislim še posebno pa inovativnost pri naših mladih. Inštitut, ki stoji nam v strani, nam pomaga tudi razumeti družbeno življenje, ne samo v Kanalski dolini, ampak na celotnem ozemlju, kjer bivajo Slovenci v Italiji. Professionalità, perché ho sempre trovato persone competenti, preparate, autorevoli, con le quali ho sempre collaborato bene e con le quali siamo riusciti anche a fare tanti progetti importanti. Il mio aggettivo disares che è européen. Européen che si scrive per furlan come per inglese, perché ho pensi che il Slori aveva portato che i 50 ischi un bel aer di Europa e tali attività che si fanno per tutte le lingue minoritarie di questa regione. Pridevnik, s katerim naj opredelim Slori, je prizemljen, rekel bi slorijevsko prizemljen. Dalekovidno radoveden. Slori so možgani slovenske narodne skupnosti, kot večkrat pravim, ker osredotočeno in uzaveščeno raziskujejo, izobražujejo in aktivno sodelujejo na različnih ključnih družbenih področjih, ki ponujajo napredek slovenske narodne skupnosti v Italiji. Nedvomno strokovno podkovan. Študije, raziskave, vsi prispevki Slorija so izredno dragoceni, tudi v sklopu delovanja paritetnega odbora. Povezovalen. Naše organizacije delujejo v slovenski skupnosti, znotraj slovenske skupnosti v Italiji, tudi na zelo različnih specifičnih področjih. Tisto, kar nas še najbolj povezuje, so prav teme, s katerimi se strokovno ukvarja Slori. Izzivalen. Slori ima eno izredno kvalitetno profesionalno ekipo sodelavcev in s svojimi raziskavami in delavnicami nas stalno izziva, spodbuja, da se izboljšamo. Slovenski raziskovalni inštitut, enostavno Slori, je težko opredeliti samo z enim pridevnikom. Je ena izmed pomembnih raziskovalnih inštitucij, ki se ukvarja z različnimi vidiki raziskovanja slovenstva. Ustanova usmerjena v prihodnost, ker raziskuje sedanjost, da bi bolje razumeli prihodnost. Če lahko označim res s dvema besedama, bi rekel Slori, institucija, ki je neobhodno potrebna naši manjšini. Neizprosen, kot je neizprosna resnica. Slori nas postavlja zrcalo, ki nas vrača realno sliko tega, kar smo v številkah, politično, v gospodarskih analizah, v opazovanju naše narodne skupnosti v vseh svojih izrazih, skozi valorizacijo jezika in tudi tukajšnje prisotnosti. Trajnostnost. Torej, zato bi dodal mogoče še en samostalnik, ki bi rekel trajnostna identiteta. Namreč Slori se z trajnostnostjo in identiteto sooča in spopada že od samega nastopa. V dialogu. Mislim, da je Slori v dialogu ne samo s posameznimi dejavniki naše narodne skupnosti, v dialogu je s stvarmi, ki se dogajajo, s spremembami, ki jih doživlja naša družba, in to proučevanje vseh teh sprememb in vseh teh, bi rekla, novih izzivov postavlja Slori v dialog s svetom, ki nas obkroža.
pomislim na Slori, mi pride na misel pridevnik inovativen. To je predvsem zaradi ljudi, ki tam delujejo in ti imajo inovativne pristope v učenju in analizi jezika, ki so povezani z modernimi tehnologijami. To mlade navdušuje in tudi veliko naših študentov se oglasi v Sloriju na praksi. Slor je potreben, ker raziskuje našo manjšino, jezik, šolstvo, na gospodarskem področju tudi razvija razne raziskave, tako da je nujno potreben. Slovenski, to je tisti slovenski inštitut, slovensko mislišče v zamejstvu, ki nam daje znanstvene podlage za proučevanje slovenske narodne skupnosti v Italiji in tudi podlage za sprejemanje novih politik, za promocijo in zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji in kako biti naprej v prihodnje z vsemi izzivi, s katerimi se soočamo v današnjem času. In particolare io poi definì il nostro rapporto dal senso di condivisione, ossia a condividere questo momento di promozione e di valorizzazione dalle nostre identità e su questo momento di condivisione o ven sempre di là in convegno. Sloriju želim tistega pristnega optimizma, ki ga slovenisti poznamo že iz časov Primoža Trubarja. Ko smo veseli, smo iskreno veseli in ko je videti vse brezupno, vztrajamo naprej. Kot Benečan želim, da bi Slori imel večjo pozornost do Slovencev na Videlskem, zlasti njenim družbenim in gospodarskim problemom. Tako da bi vsi skupaj dobili primerne rešitve. Naj ostane en vrhunski center in da bodisi inovacije, seveda raziskav, ki mislim za svojimi dosežki še naprej prispeva seveda slovenski narodni skupnosti, ne samo, pač pa tudi gospodarstvu, vemo tudi turizmu. Želimo seveda Sloriju uspešno delo naprej, razvoj, mislim, da razvoj Slorija gre v pravo smer in da bi bil prisoten še naprej na celotnem ozemlju, kjer prebivajo Slovenci in da bi skupaj z ustanovami, ki delujejo na teritoriju, gradil in usmerjal tudi bodoče delo slovenske manjšine v Italiji. Di continuare ad essere un punto di riferimento sia in campo scientifico che della ricerca per la comunità slovena, ma anche per tutto il territorio. Beh, naturalmente di chiadarsi chicca di 50 anni per fare anche mo feste per i 100 anni da Slori. Sloriju voščim to, kar želim vsem nam, da bi Slori poslušali, da bi Slorijeve ugotovitve na področju jezika, na področju šole, izobraževanja, strategij namenjenih mladim Slovenci v Italiji imali zelo resno in da bi predlagane rešitve upoštevali. Na mnoga raziskovalna leta. Da bi čim prej prevzeli in se preselili v nove prostore v Svetoivanskem narodnem domu. Da bi njegovo strokovno delo bilo v naši skupnosti, oziroma da bi imelo v naši skupnosti še večjo težo. Sloriju želim, da bi bil še naprej tako izzivalen, da bi nas spodbujali, da se izboljšamo in da menjamo tudi našo organiziranost. Zaželela bi Sloriju še veliko raziskovalnih izzivov in pa njegovo prisotnost na vseh področjih, tako na lokalnem, državnem in pa tudi na mednarodnem področju. Da bi ostali še naprej tako radovedni in da bi širili svoja in naša obzorja. In moje voščino bi bilo to, da bi vsaj kdo od naših tako zvanih vodilnih poslušal Slori in se držal tega, kar Slori raziskuje in nakazuje.
Seveda, glede tega pa bi želel, da nam Slori še naprej nastavlja zrcalo in to tisto, bi rekel, ki dodatno poveča našo lastno podobo. Predvsem, da bi še naprej tako vztrajno, uspešno krepil vsa prizadevanja za ohranjanje slovenske kulture, identitete in slovenskega jezika. Želim si, da bi Slori v naslednjih letih ohranil to svojo pomembno funkcijo in da bi privabil veliko število mladih, ki bi nadaljevali to pomembno delo za nas in za vse, ki živimo na tem območju. Sloriju bi zaželela, da v tem tehnološkem svetu, ki ga preveva globalni jezik, obstane in preživi kot varuh slovenskega jezika in narodne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu in da se njegova vloga širi tudi prek meja. Narodna študijska knjižnica in Slori se bosta v kratkem preselila v Narodni dom pri Svetem Ivanu. Upam, da bo med tema dvema organizacijama sodelovanje in da se bodo imeli ljudje, ki bodo tam delali, lepo. Vse najboljše tudi v prihodnje in da ostanejo zvesti samim sebi, tako kot so bili v zadnjih 50 letih. Che dive un punto di riferimento per portare in avanti i studi e i lavori scientifici a un grande livello, ad esempio sulla comunità e sulla lingua. Mandi e buon lavoro a tutti.